Poletno muzejsko noč, ki že od leta 2002 velja za največjo promocijo muzejev, galerij in drugih s kulturo in dediščino prežetih ustanov, so z ustvarjalnimi delavnicami in dejavnostmi za družine pred dnevi obeležili tudi v Kostanjeviški galeriji Božidarja Jakca. Poseben pečat dogodku, ko ljubitelji umetnosti in kulture lahko brezplačno obiščejo številne ustanove po Sloveniji, pa so v Muzeju sodobne in moderne umetnosti pridodali z odprtjem prenovljene stalne razstave utemeljitelja tamkajšnje galerije in vrhunskega mojstra grafike in slikarstva. Božidar Jakac ima seveda pomembno in drugačen status kot vse ostale zbirke. Ne glede na to, da so seveda vseh 10 stalnih zbirk, ki jih mi tukaj imamo, sami eminentni umetniki, večji del vsi profesorji na akademiji in tako naprej. Božidar Jakac tisti, ki je prvi doniral, ki je tudi za voljo bližine rojstnega kraja svoje matere Kostanjevico izbral za nek domicil svoje lastne zbirke. Del je seveda tudi v Novem mestu v Jakčevem domu. In takrat prvi doniral serijo svojih grafik, kasneje še pastelov, so potem kasneje odprli še en prostor za pastele in olja. In seveda privolil v to, da galerija ponese ime po njem, kar je bilo v tistih časih precej pomembno, kajti Jakac je takrat bil že 3-kratni rektor akademije, uveljavljeni avtor, konec koncev portretist Josipa Broza in tako naprej. Na prenovo stalne razstave likovnih del leta 1899 v Novem mestu rojenega Božidarja Jakca, ki se je veliko posvečal tudi fotografiji, hkrati pa ga uvrščamo med pionirje slovenskega filma, so se v Kostanjeviški galeriji pripravljali zadnji 2 leti. Veseli me, da negujemo na nek način to tradicijo, da skrbimo za fundus in da smo tokrat tudi s pomočjo Krke delniške družbe uspeli prenoviti prostor do te mere, da je dobil profesionalno osvetlitev za vsa njegova dela in da zdaj te grafike lahko vidimo tako, kot jih je potrebno videti. In vidimo, da je pravzaprav bil Božidar Jakac res izjemen grafik, izjemen mojster. Konec koncev Božidar Jakac je prvi akademsko izobraženi grafik v Sloveniji, prvi, ki je končal grafično specialko, grafično smer in ves čas svojega življenja bil izjemno precizen, zaslužen za veliko stvari na grafičnem polju. Kot profesor mislim, da je lahko rečem, da je on bil tisti, ki je pravzaprav vse slovenske grafike na nek način tudi navadil, naučil voditi dnevnike, pravilno signirati, pravilno številčiti, pravilno podpisovati grafike. Gre za nek sistem, ki je specifičen za ta medij in tudi zato imamo grafiko v Sloveniji na zelo visokem nivoju. Največji slovenski grafik in pomemben portretist, ki je študiral na Umetnostni akademiji v Pragi, študijsko pa se je izpopolnjeval v Berlinu in Parizu, je bil eden osrednjih pobudnikov ustanovitve Likovne akademije v Ljubljani. Božidar Jakac je bil tudi ustanovitelj pravzaprav grafičnega bienala v Ljubljani, izjemnega bienala, ki je bil svetovno znan in se pravzaprav v Mednarodnem grafičnem likovnem centru v Ljubljani odvija še dan danes, v nekoliko drugačni obliki sicer. Bil tisti, ki je pustil za sabo res plejado študentov, potem tudi izvrstnih grafikov in grafika ima v slovenskem prostoru kar domicil, tudi zaradi njega ali pa lahko rečemo celo predvsem zaradi njega. Prenovo stalne razstave, 3. po vrsti od njene postavitve, je kurirala kustosinja Kostanjeviške galerije Kristina Simončič. Prvo zbirko Božidarja Jakca je postavil kar umetnik sam in to leta 1976. Takrat je postavil prav izbor svojih grafik ter tudi nekaj olj in pastelov. No, druga potem postavitev je bila leta 1999 in jo je postavila kustosinja Barbara Rupel. Tista postavitev je bila takrat namenjena temu, da so se tudi prostori prenovili in da so se nekatera dela tudi restaurirala. No,
postavitev, ki pa je bila na ogled do danes, torej od leta 2009, pa je nastala ob obeležitvi 110. obletnice umetnikovega rojstva. Postavila jo pa v bistvu ekipa avtorjev, in sicer so bili to Milče Komelj, Andrej Smrekar, Goran Milovanovič ter Jovo Grobovšek. Tako da si štejem v veliko čast, da je zdaj tokratna 4. edicija te postavitve in ta lepa naloga, da jo pripravim, padla ravno name. Medtem ko je bilo v zadnjih 14 letih skupaj na ogled 105 risb, grafik, pastelov in olj na platnu, je kustosinja nove postavitve tokrat v središče pozornosti postavila 83 likovnih del velikega slovenskega umetnika, ki jih hranijo v Kostanjeviški galeriji. To je bila nekako številka, ki jo je prostor še dovoljeval. Namreč sama zbirka Božidarja Jakce obsega več kot 2600 enot umetnika. Tako da je bil res precejšen izziv dobiti neko število, ki reprezentativno predstavlja umetnikov širok opus. Torej, med temi 83 deli je 29 slik, to so olja in pasteli, 48 je grafik ter 6 je risb. In kronološko vsa ta dela sledijo umetnikovemu življenju in delu, ter ga v bistvu prikazujejo od najzgodnejših iz leta 1919 do njegovega poznega obdobja, ta zadnja dela nosijo letnico 1972. Tako da se res pnejo od njegovega mladostnega ustvarjanja preko praškega akademskega obdobja, potem zrelega obdobja pastelov in krajin iz tujine ter Slovenije, namreč Jakac je ogromno potoval po svetu. Imamo potem tudi predstavljen njegov partizanski opus iz časa druge svetovne vojne ter potem njegovo zadnje zrelo obdobje z velikimi, po velikosti tudi velikimi lesorezi ter pasteli. Prešernov nagrajenec in član Slovenske akademije znanosti in umetnosti že zavoljo silno bogatega opusa, ki ga je zapustil ob svoji smrti leta 1989, velja za pomembnega kronista časa in življenjskega utripa. 60 let umetnikovega ustvarjanja je hkrati res dokument časa, v katerem je umetnik živel, in nam tudi preko risarskih dnevnikov Božidarja Jakce zelo dobro prikazujejo te utrinke iz njegovega življenja. Tudi umetnik sam je te dnevnike postavil prav v tako posebno formo, tako da je iztrgal svoje risbice iz skicirk ven ter jih v zaporedju postavil v posebne zvezke, in ko to enkrat prelistaš, v bistvu prideš čez celo njegovo življenje. Tako je zelo zanimivo take zadeve videti v živo. Manjši izbor skic v prvi polovici 20 let prejšnjega stoletja ustvarjenih risarskih dnevnikov si je mogoče ogledati tudi na novi postavitvi, ki so jo ob umetnikovih povednih citatih popestrili še s pesmijo Jakčevega osebnega in družinskega prijatelja, pesnika in prevajalca Alojza Gradnika. Nato v drugi vitrini pa imamo predstavljen izbor Jakčevih grafičnih matric ter njegovih grafičnih pripomočkov in tudi slikarsko paleto umetnika. S to vitrino smo želeli nekako približati sam proces izdelave grafike širšemu občinstvu, ki je morda ne pozna. Novo stalno postavitev likovnih del so si ogledali tudi dediči Božidarja Jakca, ki je bil eden izmed nosilcev znamenite novomeške pomladi. Zelo vesela sem, da je prišlo do te nove postavitve, ker bo to Božidarja Jakca v novi luči predstavilo. Zanimiva je postavitev gospe Simončič, ki sledi kronološkemu razvoju njegovega opusa, in moram reči, da sem navdušena, zelo vesela. In naj se ob tej priložnosti prav posebno zahvalim gospodu direktorju Milovanoviču in gospe Simončičevi za ves trud in skrb za Jakčevo zbirko, in tudi upam, da bomo še naprej tako lepo sodelovali, kot smo do zdaj. Odprtje prenovljene postavitve hkrati že predstavlja uvod v praznovanje 50-letnice enega najpomembnejših slovenskih umetnostnih muzejev.
Prav gotovo je to že uvod tudi v 50-letnico, ki jo bomo zdaj v naslednjih letih nekako slavili. Odločili smo se, da bomo zato izbrali leto 25, kajti galerija je sicer leta 74 decembra dobila dovoljenje za obratovanje, ampak je bilo to enoletno dovoljenje, ki so potem leta 75 spremenili v permanentno, kar je tudi pomenilo ustanovitev te galerije, ki danes je, lahko rečemo, pomemben element, pomemben subjekt na področju likovne umetnosti v naši državi. Prihodnji 2 leti bosta v Kostanjeviški galeriji, kjer med drugim načrtujejo tudi veliko mednarodno razstavo na temo nove stvarnosti, torej še posebej slovesni.